Na voljo smo za vaše vprašanja, tako da prosim, če koga karkoli zanima. Tako, kaj vprašanje? Prosim. Prvo pokrili na tale investicijo, če odpirate, kakšen mogoče kaj vložili, da se mogoče? Najprej na to drugo mogoče, kaj je dobiček, pričakujemo, da bo nekaj nad 3 milijoni evrov. Investicija je delana v sklopu z IZO skupaj, ker smo vzeli to kot skupni projekt in ocenujemo nekaj na 100 tisoč evrov. Kakšni so pa letni prihodki firme? Nekje letos pričakujemo, da bo enak 33 milijonov evrov. Še kdo? Kakšno kaj razmerje prodaje na pravne osebe, fizične osebe? Mi imamo daleč največji delež po številu seveda fizičnih oseb, gospodinstv. V smislu odstotkov količinskih se pa to deli nekje na tretjine. Tretjina so fizične osebe, tretjina industrija in tretjina so potem business to business, restauracije, hoteli in pa manjši uradniki, ki pa niso fizične osebe. Kakšno pa trend, a gre ta dve tretjini, ki niste fizični, se gre povečuje? Zdaj, veliko je še vedno uporabe mazuta, v Sloveniji še je uporaba mazuta, zelo velike kurilnega olja in to so uporne točke za prihodnost našega poslovanja, recimo pri pridobivanju novih strank. Ker tudi letos smo ene par teh večjih projektov zaprli, zato so tudi količine lahko večje. Na drugi strani pa sama rast fizičnih oseb ni toliko velika, kot je bila v preteklih letih, zato ker se gradbena dejavnost znatno zmanjšala. Kako je z zamenljivostjo te vaše nove jeklenke z drugimi dobavitelji v Sloveniji in seveda tudi čez mejo? Ja, čez mejo se ne more minati. Jeklenka je last butan plina, načeloma se zamenjave ne more biti, zato ker mi investiramo v to jeklenko in tudi mi edini skrbimo za to jeklenko. Da je dejansko testirana, da je očiščena, da je dejansko to količina plina not, koliko ga tudi prodajamo in zamenjave ni. Prvi na kupiš jeklenko in potem... Ne, jeklenko se ne kup, se dobi v najem in v primeru, da ko jeklenke več ne potrebuješ, enostavno prineseš kavcijski list, skupaj za prazno jeklenko in se vrne tisti denar, ki se je dal za kavcijo, to je pa 10 evrov. Morda še kaj o dobaviteljih, severa, juga, zanesljivost? UNP že v Evropi je pokrit 94%, se pravi, da je tudi zato v Evropi kot eden virov prihodnosti energije, ni težav z nabavo in ni samo ena država, ki bi ga dobavljala. Butan plin korist pač to moč svoje sestrske firme oziroma babice SHV, multinacionalke, ki je največja privatna multinacionalka na svetu za utekočinjen naftni plin. To pa pomeni, da imamo lahko, bi rekel, skoraj neomejene vire dobave plina. Koristimo pa trenutno največ iz Rusije, Kazahstana pa evropskih držav. Kakšne so presumpcije, kako bo zadeva šla naprej cenovno zlasti? Napovedi so trenutno zelo slabe, kar pomeni za uporabnike, da cene rastejo. Lahko tudi povem, da dobiček v primerjavi z lanskim letom, razlog zakaj je nekaj nižji, je tudi v tem dejstvu, da enostavno cene so surovine toliko zrasle, da nismo prenesli vsega bremena na končne kupce. Na svetu se vidi, da je še vedno veliko špekulacije, še vedno veliko se kupuje in trguje z naftnimi derivati, prav tako s plinom, kar pomeni, da je neprimerno več prometa z papirjem, kakor pa fizičnega, to pa po drugi strani pomeni, da umetno, žal pa tudi dejansko povečuje ceno derivatov. Ne bi rad kolegom imel besedo, ampak vendarle samo še vprašanje, koliko pa prodate oziroma kakšna je poraba na plinski črpalki, sem razumel, zdaj imate eno oziroma drugo v Izoli, na avtomobilski. Zdaj, poraba je tako, da smo začeli dejansko mi s tem se ukvarjati s 1. decembrom in neke natančne številke še ne moramo.
Je pa, vidno pa je, da so pač, da kupci prihajajo, ne. Servis je zdaj tudi dodan, ker prej je bilo nekaj težav z pristopom oziroma prisotnostjo osebe, ne, personala. Zdaj ta personal je neprestano prisoten in se dosti hitreje odvija, kakor se je pa v preteklosti. Ni 24 ur najbrž, ne? To pa ne. Čez dan. Čez dan, od jutra do večera. S temi proizvajalci teh naprav za vgradne avtomobile, kaj sodelujete? So kakšni skupni projekti? Sodelujemo, trenutno delamo en zelo velik projekt. Lahko vam povem, da v Sloveniji obstaja podjetje Prins, katerega večinski lastnik je podjetje SHV, to je naša multinacionalka. Imajo zelo dobre razvite zadeve, ne samo za zamenjavo avtoplina za bencinske motorje, ampak trenutno se razvija zadeva tudi za dizelske agregate. Je to v Mariboru, ne? Prins je. Ja. Jaz bi še vprašala, kakšen bo dobiček oziroma poslovni izid v prihodnjem letu, kako bodo prispevale sončne elektrarne? Investicije oziroma nove zadeve, inovacije pričakujemo, da bojo za začetek prinesli tam med 1 in 2 odstotka za prvo leto. Kar se tiče dobička, pa predvidevamo, da bo nekih 10 odstotkov večji, kakor bo letos. Zaradi prodaje večje? Ja, zaradi prodaje. Še kakšno vprašanje? Tole, če bi nam malo pokazali, kako generacija laufa. Najbolj, da kar naš strokovnjak za te zadeve. To bi vse na koncu. Tu vidite generacijsko enoto, sicer je to danski proizvod. Easy Power, te proizvodi so v Evropski uniji že močno prisotni. In sicer gre to za stroj, ki deluje na podlagi modulacijskega delovanja, se pravi, da moč v bistvu prilagaja glede na zahtevi po toplotni energiji. Lahko tudi zahtevi po električni energiji, pač odvisno, kako je stroj postavljen v osnovi. Deluje na utekočinjen naftni plin, lahko tudi na ostale energente, ampak v osnovi mi pač se osredotočamo na to varianto. Učinkovitost tega stroja presega 90%, kar pomeni, da se praktično energija, ki se dovede v sam stroj, zelo dobro izkoristi. Iz tega dobimo približno na pamet povedano 60% toplotne energije in pa okoli 30% električne energije. Ta električna energija je v državi subvencionirana z odkupno ceno, se pravi zagotovljenim odkupom ali pa za obratovalno podporo. In pa na podlagi teh vseh številk, ki jih tu potem skupaj sestavimo, se povračilne dobe teh strojev gibljajo nekje odvisno od moči, pač od 3 pa do tam 7-8 let. Prednost teh strojev, posebej tega, je v tem, da se pač po moči prilagaja zahtevam, kar pomeni, da je lažje ugotoviti oziroma zagotoviti tisto kvoto 4000 obratovalnih ur, kar je tudi zahteva tega državne spodbude. V osnovi pa ta prikaz vam prikazuje malenkost schematično povezavo iz kogeneracije. Elektrika lahko gre v sam potrošnik elektrike in pa toplota se potem preko hranilnika toplote in pa centralnega sistema ogrevanja pač spremeni v toploto, ki jo rabimo v prostoru. To je čisto na kratko o tem kogeneracijskem postrojenju. Se ne pa do prenoga. Se pravi, ni treba to v mreže pošiljati, da lahko direktno koristiš. Lahko koristimo direktno, če je pač toliko električne energije rabimo. V osnovi je to stroj z notranjim zgorevanjem. Se pravi, navaden stroj, kot ga imamo tudi v motor, ki ga imamo v avtomobilu. Če že v osnovi pogledamo, vsak avtomobil je kogeneracijski stroj, ker po zimi nam daje toploto za ogrevanje notranjega dela avtomobila, medtem ko elektrika se pa porablja za delovanje vseh naprav v avtomobilu. Turbopolnilnik, katalizator? To so zelo specifično vprašanje. Motor je v bistvu predelan Toyotin motor. Kar se tiče katalizatorjev, teh stvari, to so vse okvirno dodane zadeve.
Ostalih tehničnih, detaljnih vprašanj se boste mogli pač v bistvu pogovoriti z uvoznikom teh strojev, to je podjetje EC iz Maribora, EC Eco Energy. Oni so bolj strokovnjaki za vsak detalj na stroju. Strošek investicije? Strošek investicije je čisto odvisno pač od sistema, oddaljenosti, od elektropriključka in vsega tega, ampak se giblje nekje tam, recimo okoli 50.000 evrov. Zelo, zelo okvirna številka. To je za večstanovanjski objekt, manjši hotel, dom za ostarele, nekaj, kjer je več potrebe po toploti, oziroma da je konstantna potreba po določeni toploti, kot je sanitarna voda ali pa kaj podobnega. Ali pa recimo ogrevanje bazena. Ker mikrokogeneracije, kot smo se že pogovarjali letos, za fizične osebe pa še čakamo in upamo, da bo dejansko tudi drug let možnost kakšno montirati v Sloveniji. Zaenkrat jih pa še nimamo. Tako sam za informacijo, kdo potrebuje podatek, Blagoš Peravnak, naš strokovni sodelavec za alternativne energetske rešitve in inovacije v Potamkinu. Tako, zdaj še kakšno vprašanje? Še povejte mi. Vkolikor ni, se vam zahvaljujem za vašo prisotnost in obisk. Vas vabim, da ostanete še naprej z nami na druženju in o prigrizku še kakšno rečemo. Tako da, hvala lepa. Jaz imam še vsem lepe praznike, močno, ker ne vem, če se bomo po leto še videli, pa hočemo en kozarc, pa na zdrav, bo še bolj veseli.